Hvala Jezus in Marija, dragi prijatelji, lepo pozdravljeni pred malimi ekrani. Lepo pozdravljeni tukajšnjega župnika Martina in Bog vas živi v naši domači oddaji Pot poti. Lepo zdrav vam in vsem poslušalcem in gledalcem. Na začetku bi vas prosil, da se našim gledalcem na kratko predstavite. Sem Martin Pušenjak, doma iz Ljutomera. Posvečen sem bil leta 1972 in škof dr. Držečnik me je takrat poslal za kapelana Gorišnico, to je Sveta Mareta nižje Ptuja. 1975. novembra sem pa prišel v župnijo Ljubno ob Savinji, kjer sem tudi sedaj še danes navzoč. Morda bi našim gledalcem oddaje Pot poti povedali, kje pravzaprav Ljubno ob Savinji leži, kajti to je kraj, ki je malo manj poznan našim gledalcem, predvsem tistih v mestih. Kraj leži v Gornjegrajski dekaniji, kot rečemo. Če malo povem razdalje, na jugu je Mozirje, oddaljeno 12 km, na severu je zadnja župnija Solčava, z Logarsko dolino oddaljena 24 km, na zahodu je kot zadnja župnija Nova Štifta pri Gornjem Gradu, oddaljena 12 km, na vzhodu pa to našo župnijo obkrožajo obronki Smrekovca in ugaslega ognjenika Komna, ki je 30 milijonov let star in kjer imamo na vrhu tudi kapelo. Prosim vas, če nam predstavite utrip župnije. Župnija Ljubno ob Savinji ima okrog 1800 prebivalcev, od tega jih 400 približno hodi v nedeljah k sveti maši. Pri bogoslužju sodeluje recimo približno 40 bralcev Božje besede. Otrok v teh 35 letih, kar sem na Ljubnem, je padlo število za vsaj 30 do 40, tako da je sedaj trenutno 120 otrok pri verouku. Vsa leta pa ni prijavljenih približno 15 do 25 otrok, ker namreč kraj sam je zaradi trgovskega pomena od vsega začetka, ko je bila tukaj flosarija, liberalnega mišljenja. Pa vendar tisti, ki sodelujejo v Božji hiši in v cerkvi, župniji, sodelujejo s srcem, z dušo in so res zavzeti za to, da se Božja beseda, Jezusov nauk širi oznanja. Katere pa imate podružnične cerkve? Podružnic imamo 3 in pa še kapelo, kot sem že prej omenil, na Komno, ugasnjeno ognjeniku. Najstarejša podružnica je zgoraj na višini 882 metrov, posvečena svetemu Primožu in Felicijanu, zgrajena 1481. leta. Letos smo tam obhajali slovesnost, kajti cerkev smo na zunaj in znotraj skoraj popolnoma obnovili in smo julija povabili celjskega škofa, dr. Stanka Libovška, da je cerkev blagoslovil in po maši je bilo seveda zelo veselo praznovanje tega dogodka in pa veselje, da smo veliko obnovili. Potem še druga podružnica na Pokopališču, kjer je v kroniki zapisano, da je že leta 1666 bila tam bratovščina svetega Jožefa in je bila prvotno tam zgrajena kapela svetega Jožefa, ki dejansko še danes stoji. Sedanja oblika cerkve je bila dokončana 1830. Tudi to cerkev smo lani obnovili, predvsem klopi stare 112 let in
še narediti talno gretje v cerkvi, kajti v zimskem času se pozna prav pri pogrebih, da je prijetno toplo in tudi vse Marijine praznike, ker je cerkev posvečena Mariji v nebi vzeti, praznujemo prav na tej podružnici. Posebna slovesnost je pa ta zadnja nedelja avgusta, ko obhajamo Konstancovo nedeljo in s procesijo z Najsvetejšim, kar pa pripravijo mladi iz posameznih krajev. Potem je še tretja podružnica, oddaljena od tukaj proti Smrekovcu in Komnu, 5 kilometrov, posvečena je svetemu Miklavžu, tam pa sedaj običajno je 6krat na leto sveta maša, večkrat imamo tam tudi kakšno poroko in pa želijo si tudi krst otroka v tej cerkvi. Razen tega začnemo že nekaj let zapored občinski praznik, zadnjo nedeljo julijo, ko se začne ta znani flosarski bal, ki je na Ljubnem letos že bil 50. po vrsti, jubilejni. Naši gledalci zdaj poti sedaj vidijo kip svete Elizabete. Kdo je bila pravzaprav sveta Elizabeta? Sveta Elizabeta Ogrska je bila hči ogrskega kralja Andreja II. In matere Gertrude Andeške. 1207. se je rodila na gradu Sarospatak na severu Madžarske. Že 4-letno so jo zaročili z 11-letnim Ludvikom, mejnim grofom Turingije v jugovzhodni Nemčiji. V zakonu je rodila 2 otroka, Hermana in Zofijo, ki je bila kasnejša opatinja v Altenbergu. Mož Ludvik, navdušen nad križarskimi pohodi, je leta 1227. umrl zaradi kužne bolezni. Kot vdova je Elizabeta začela živeti zelo krepostno, ob gradu je zgradila bolnišnico in začela pomagati bolnikom in revnim. 1228. jo je škof Konrad v Marburgu posvetil v tretje rednico komaj nastalega frančiškanskega tretjega reda. Zaradi asketskega življenja ni dolgo zdržala, po 3 letih je komaj 24-letna umrla 17. novembra 1231. Na njenem grobu so se že naslednji leto začeli dogajati čudeži in papež Gregor jo je že leta 1235. razglasil za svetnico. To leto se je začeli graditi tudi to župnijsko cerkev na Ljubnem, že prej so pa seveda začeli graditi cerkev v Slovenj Gradcu, ki je prav tako posvečena sveti Elizabeti Ogrski. To našo cerkev so dokončali 1308. Farno žegnanje obhajamo prav ob godu svete Elizabete na nedeljo. Že nekaj let imamo navado, da v slovesnosti povabimo zakonske pare, ki imajo obletnice porok, da obnovijo zakonske obljube in poživijo svojo prvotno ljubezen. Sveta Elizabeta je zavetnica Karitasa, frančiškanskega tretjega reda, potem dobrodelnih društev, pekov, beračev, klošarjev, sirot, vdov in zakoncev. Ime Elizabeta v hebrejskem jeziku pomeni Bog je popoln. Ob 800-letnici njenega rojstva smo zunanjost župinske cerkve popolnoma obnovili in tudi to okronali z blagoslovom in takrat povabili takratnega celjskega škofa 2007. dr. Antona Stresa, da je vodil
slovesnost ob praznovanju te obletnice. Kot naši gledalci vidijo, je cerkev zelo lepo urejena. Tukaj je tudi nekaj kipcev. Posebej se mi zdi pomembno, da imate na vidnem mestu Sveto pismo. Na ob oltarju desni in levi strani sta srce Jezusovo pa srce Marijino, pa bi morda kakšno besedo tudi na to dejali. Ja, Sveto pismo sam osebno redno berem in ga tudi zelo priporočam pri verouku otrokom, da v liturgični zvezek napiše vsaj en stavek ali dva iz nedeljskega evangelija, kajti prepričan sem, da nekdo, ki bere Božjo besedo, pride tudi do globlje, prave, osebne, žive vere, ko lahko reče, ne verujem zato, ker verujejo moji starši ali ker toliko ljudi veruje, ampak verujem zato, ker sem sam prišel do spoznanja Boga, Jezusa Kristusa in verskih resnic. Ob glavnem oltarju, ki je narejen iz marmorja in delo Janeza Vornika iz Radovljice, sta res sedaj obnovljena kipa, srce Jezusovo in srce Marijino. Vsak prvi petek in prvo soboto pride kar nekaj več ljudi, ko obnovimo posvetitev Jezusovemu in Marijinemu srcu. Morda bi še ob tej priložnosti izkoristil vprašanje, kako pravzaprav kot duhovnik ste, vsaj po pismih sodeč vidim, zelo blizu temu kmečkemu, ubogemu človeku, da vas imajo radi, se hvala Bogu, da je tako. Ja, sam izhajam iz kmečke družine, kjer sta bila oče in mama zelo verna. Oče, ki je že rajni, je 50 let pel na goro z velikim ponosom, z veseljem, s srcem in z dušo. In tukaj seveda niso samo kmetje, so tudi delavci in tovarne na Ljubnem, in vendar čutim z vsemi temi ljudmi, da so po veri moji brati in sestre. Razen tega, posebnost na Ljubnem je tudi ta, ob cvetni nedelji, ko ljudje ne naredijo samo butar, ampak tudi naredijo posebne simbole iz kmečkega življenja, potem iz verskega življenja, živalskega sveta in pa iz življenja družabnosti, radosti, veselja. Letos smo posebno slovesno obhajali cvetno nedeljo, ko smo povabili nadškofa, pomočnika, dr. Marjana Turnška, da je prišel blagosloviti zelenje in te ljubenske potice, kot rečemo, in se je čudil izvirnosti, pestrosti teh simbolov. In ob tej priložnosti nam je tudi Pošta Slovenije izdala za celo Slovenijo 2 znamki z simbolom, znamenjem teh potic. V kateri kapeli smo pa zdaj, gospod župnik? Križevi kapeli, ki je bila zgrajena ali dograjena pred 201 letom in smo lani torej obhajali okrogli jubilej. V tej kapeli v postnem času še posebej imamo na Veliki petek molitve, čas Svetemu križu. Naj omenim, da v naši župniji, ko sem pred leti fotografiral kapele in križe, sem jih takrat naštel 54, kar je neverjetno veliko za eno tako majhno župnijo s 1800 prebivalci. Tudi, kot sem že prej omenil, je na visokem hribu Komno na višini 1695 metrov kapela, kjer imamo 2krat letno svetomašo in en ključar je letos, oziroma že lani, naredil križov pot ob domači kapeli, kamor
je letos povabil skupaj z drugimi molivci križevega pota gospoda nadškofa in metropolita dr. Franca Krambergerja in bomo oktobra z njim skupaj praznovali postavitev tega križevega pota na eni domačiji. Kaj vam pomenijo gore, planine? Je sveta maša potrebna kristjanu? Z gorami sem se srečal že v osnovni šoli, ko nas je gospod kaplan Jožef But in seveda že Rajni peljal prvikrat kot ministrante na Jezersko in takrat ob Češki koči, kjer smo tudi prenočili, sem se v te bele skale naših čudovitih planin dobesedno zaljubil in sem sklenil, vsako leto pojdem v planine. In ravno prejšnji teden sem bil z mladimi, sicer komaj 6, na Storžiču, od tam smo se podali zopet na Češko kočo, kjer so letos postavili kapelico ob koči in sem z mladimi tam somaševal oziroma smo pri sveti maši poslušali Božjo besedo, mladi so bili tudi prošnje in prepevali. Oskrbnik te koče je dejal, da sem prvi duhovnik, ki je imel pri tej kapeli sveto mašo in sem bil na to izredno ponosen in vesel. Kaj mi pomeni sveta maša? Višek duhovnosti, višek radosti, sreče, veselja, da sem lahko tako blizu Boga, našega odrešenika Jezusa Kristusa. To rad poudarjam tudi našim ministrantom, ki stojijo ob oltarju med sveto mašo, da so kot angeli, ki imajo čudovito priložnost biti najbližje Kristusu in da res lahko rečejo, ko sprejme Jezusa svetemu obhilo, nisem sam, v meni živi Kristus, kot to poudarja apostol Pavel. To ste zelo lepo povedali. Jaz bi za našega gledalca še morda podal, tukaj v bližini je tudi Radoha, Olševa, Menina planina, na srednji strani Uršla gora, potem je tudi Korošica, oziroma celotne Savinjske Alpe in verjetno je za planinice tudi pomembno, da se priporočajo Bogu, ko gredo v planine in se potem za sveto mašo tudi to nekaj zahvalijo za te lepote, ki jih človek vidi in opazuje v hribih. Ja, v naši dolini zgornje savinjski ljudje zelo radi prihajajo k svetim mašam, ki so po teh naših vrhovih planin, kot ste jih našteli, in tudi sam vedno nekje doživljam, kadar mašujem med planinami, med belimi skalami ali tudi nižjimi vrhovi, da sem kot v naravni katedrali mogočnega, vsemogočnega Boga, ki nam je podaril ta čudoviti svet, to našo lepo Slovenijo in smo mu morda kdaj premalo hvaležni. Sam osebno se vedno zahvaljujem za dar, da živimo v tako lepi deželi, kot je ta naša Slovenija. Orgle v župnijski cerkvi spadajo v zelo stari del te naše opreme in sicer leta 1793 jih je naredil Anton Šolc, 1873 jih je povečal za 6 registrov Ferdinand Malahovski. Potem, ko sem prišel v župnijo, smo ugotovili, da orgle pravzaprav skoraj ne pojejo, ne igrajo, ker prve piščali, te vidne, je pobrala vojska že med Prvo svetovno vojno in smo jih potem obnovili. Obnovila jih je
škofijska orgelska delavnica v Hočah in leta 1992 jih je blagoslovil škof dr. Franc Kramberger. Tukaj smo imeli tudi že razne koncerte, kajti glasovno so zelo bogate, imajo en poseben taki sončni glas in res prijetno zvenijo. Tudi pevski zbor, ki ga imamo v župniji, zelo lepo poje. Tukaj smo imeli tudi ob 800-letnici praznovanja svete Elizabete dekanijsko srečanje pevskih zborov, tako da je bilo prav prijetno in veselo. Morda bi vas še ob tej priložnosti vprašal, ste tudi dekan, kakšno delo to opravljate, morda za naše gledalce, ta beseda se redkeje sliši. Dekan ima vlogo povezovanja dekanijskih duhovnikov, da jim pošlje vabila, ravno to sem naredil včeraj, da se srečamo na začetku veroučnega leta 1. septembra, potem vodim sestanke in pa tudi usklajujem, kdo bo v župniji, kjer je srečanje, ker vsak mesec je srečanje en izmed župnij. Domači duhovnik pripravi premišljevanje, meditacijo, medtem ko duhovnik, kjer je bila prejšnji mesec mesečna rekolekcija, pa vodi bogoslužje in ima nagovor med sveto mašo. Sedaj sem že drugi mandat, še eno leto, potem bo nekdo drug prevzel vodenje dekanije. Kako vi vidite vašo mladino? Večkrat pomislim na čas, ko sem sam bil mlad in mislim, da bistvene razlike najbrž ni med današnjimi mladimi in takratnimi. Vsak človek hrepeni kot mlad po ljubezni, sreči, iskrenosti, poštenosti, delavnosti. Res je, da ko odrašča, gre predvsem v srednjo šolo, je potem odvisno večkrat od druščine, s katero se sreča in pod kateri vpliv pade, tako da gre za njegovo osebno odločitev. Res pa je, da velika razlika med mladimi takrat in danes ta, da je vpliv medijev danes absolutno prevladujoč in če večkrat slišijo neko tudi napačno trditev v medijih, potem se tisto sprejmejo kot resnico, čeprav je popolnoma nasprotna s evangelskim naukom in z Božjim načrtom. Menite, da je krščanska družina v težjem položaju, kot je sedaj, pa kot je nekoč bila? Ja, to bi zdaj težko presodil v težjem položaju. Tudi tukaj je, spet moram se ozreti na vpliv medijev, naj bo tisk, radio, televizija, zelo močno oblikujejo družino in se mnogi ravnajo po teh nasvetih medijev in premalo osebno se podajo v premišljevanje, kaj je Bog od začetka naročil. Morda omenim ob tej priložnosti, da sem bil pred osamosvojitvijo deležen enega srečanja z mediji, ker je bila tema, kako naj bi verni ljudje in tudi duhovniki sodelovali z mediji. In takrat je eden od novinarjev dejal, da ravno preko radija se lahko dogaja največja manipulacija z ljudmi. In je razložil, kako. Rekel, če jaz grem recimo na radio in rečejo, da bom imel kontaktno oddajo, da me bodo lahko ljudje spraševali, jaz si naročim
5 ljudi. Celo jim sam postavim vprašanja in potem, ko se prične pogovor, je nekdo vmes, ki sprejema klice ljudi. Najprej vpraša, kdo ste in kaj boste vprašali. Če je odgovor, vprašanje, tako kot sem ga postavil, potem bo se ta glas slišal preko radia. Če pa recimo bo vprašal nekdo bolj izzivalno ali celo nelogično, bo rekel novinar, ja, oprostite, zveza je bila prekinjena. In tako torej se tukaj dogaja največja manipulacija, tako da običajno te kontaktne oddaje niso čisto realne, ker nekdo vmes je kot filter. Je pa verjetno za kristjane najbolj pomembna tista družinska molitev, ki dejansko povezuje družino, partnerje, otroke, pa tudi kot občestvo v župniji z duhovnikov in tudi za duhovnike je potrebno moliti. Tega se pa velikokrat ljudje, kristjani, premalo zavedamo, kajti svetost duhovnikov je le treba to nekaj izmoliti pri Bogu in enega takšnega Jezusovega duhovnika tudi sedaj gostimo v oddaji Pot poti. Ja, v župniji spodbujam, da ob prvih četrtkih 1 uro molimo za duhovne poklice in kar nekaj več ljudi se je za to odločilo. Skoraj 100 ljudi v župniji moli 1/10 rožnega venca za nove duhovne poklice in se tudi udeležuje posebnih srečanj, kar je hvale vredno in sam jih seveda znova spodbujam, pa tudi sam osebno molim v ta namen, ker vem, da brez molitve je nemogoče, da bi jaz obstal kot duhovnik in tudi vernik brez molitve nikakor ne more ostati vernik. Slej prej pomaga pod težo križa in nasprotnimi mnenji, ki zelo nasprotujejo duhovnim poklicem, pravzaprav vsemu, kar je krščanskega, kar spada, kot rečemo, v krščanske vrednote. Naši gledalci zdaj na sliki vidijo tudi blaženega Antona Martina Slomška in tega moža se veliko Slovencev oklepa, čeprav tudi ostalih svetnikov in prav je tudi, ga imate zelo lepo postavljenega pred oltarjem, njegovo sliko, tudi molitev in... Ja, osebno mi je Slomšek zelo pri srcu in tudi pri veruku, kot v cerkvi večkrat poudarjam, kakšno misel, ki je on izrazil glede vzgoje, glede verskega nauka, življenja po veri, odnosa do naroda, do kulturne dediščine, do slovenskega jezika in vsega, kar človeka dela bolj človeka. Zato je Slomšek res vzor ali kot ena zvezda svetla, ki sveti slovenskemu človeku. Morda bi bilo na kraju še prav, da kakšno besedo rečemo o vaših sodelavcih. V župniji imamo za vse 4 cerkve po 2 ključarja in tako imam en tim res, ki skrbi, da mi cerkve obnavljamo postopoma skozi vsa ta leta in me dejansko pri tej obnovi podpirajo. Potem redno imamo srečanja vsaj 7-krat do 9-krat na leto člani župnijskega pastoralnega sveta, ki so seveda bolj usmerjeni v duhovno pastoralno dejavnost in pomagajo recimo pri srečanjih za bolnike, pri Karitasu, pri drugih oblikah, kot so procesije v župniji, šmarnice, pa druge dejavnosti. Potem imamo skupine krasilk in čistilk,
Cerkev čistijo nekako po vaseh, tako imamo, recimo vsaka vas ima 5 skupin, pride na leto 2 do 3-krat na vrsto za čiščenje, krašenje in sem vesel, ko res si ljudje, vsaj večina vzame čas in ima občutek, da je Božja hiša očiščena in okrašena in da se prijetno počutimo pri svetem bogoslužju. Ministrantov je od 15 do 20, sodelujo pri svetih mašah, procesija, izredni dogodki, kdaj tudi grem z njimi na kak izlet, na kopanje, tako da jih malo človek nagradi za njihovo požrtvovalnost. Pa tudi za druge imamo kdaj kakšno pogostitev in družabno srečanje. To je lepo, ja. Žal se bliža konec te lepe oddaje v Ljubnem ob Savinju. Morda bi za konec, gospod župnik, položili na srce našim gledalcem kakšno misel na svet, morda povabilo k sveti maši ali takrat, ko se vračajo z planin in poromajo k sveti Elizabeti in ji priporočajo svoje težave, prošnje, molitev. Ja, povabil vas na Ljubno, posebej recimo, ko praznujemo cvetno nedeljo, je res nekaj posebnega v slovenskem merilu, ker mislim, da v drugih župnijah, tudi sosednjih, ni takih primerov simbolov teh ljubenskih potic. Lepo praznujemo tudi sveto Elizabeto, potem to, kot sem prej omenil, že Konstancevo nedeljo. Kaj bi položil na srce? Predvsem morda to, vsak naj bo vesel, da obstaja, da živi, ker ga je Bog hotel. Potem vsak naj bo vesel, da ima ob sebi nešteto ljudi, ki jih je zopet Bog dal nam kot dar in so od krsta dalje moji brati in sestre. Kristjani imamo razlog, da življenje vsak dan praznujemo. Leta 1974, prej sem prišel na to župnijo, sem eno leto prej šel na koncil mladih, ki je bil v Tezeju, Franciji. Takrat je voditelj cejske skupnosti Rože Šuc dejal, življenje je praznik, kajti praznujemo ga zaradi vstajenja Jezusa Kristusa in on sam nam pripravljen, sam veliki praznik v Božjem kraljestvu. Torej, praznujemo ga že danes, je dejal, in to mi je ostalo v spominu, v srce zapisano, tako da sam osebno se življenja vedno veselim, kljub raznim večkrat kakim problemom ali težavam, sem Bogu hvaležen, da sem, da obstajam in to poudarjam posebej še rad verukarjem, otrokom, da bi se veselili življenja skupaj s svojimi starši. Jaz bi se vam, gospod župnik, na koncu zahvalil za obisk, povabilo, da ste spregovorili te prijetne, lepe, duhovne besede, morda koga spodbudili. Ostanite še naprej v službi tega malega človeka, tudi kmečkega. Vsem želim vse dobro na vaših življenjskih poteh, predvsem pa ostanite še naprej pravi Jezusov dokloni in pokloni za pogovor. Hvala pa vam za obisk in prav lep pozdrav vsem poslušalcem in gledalcem. Vaš, spoštovane gledalke in gledalci, pa se isto moram zahvaliti za povabilo, da ste me pripeljali v tole lepo župnijo Ljubno ob Savinji. Pridite, poromajte tudi v ostale podružnične cerkve, predvsem pa k sveti Elizabeti in želim vam obilo Božjega blagoslova, predvsem pa vas pozdravljam s tistim starim krščanskim pozdravom, hvaljen Jezus in Marija in z Bogom do naslednjega snidenja v oddaji Pot poti. Višo Marija, moje veselje, viš moje želje, ljubil bi te.
spomni se me, zmeraj pri tebi hotel bi stati, ljubljena mati. Spomni se me. Kaj pa ti hočeš, moja kraljica, sladka devica, da ti podam? Drugega nimam, srce mi v zemlji, zna, da mi vse mi tebi ga dam. Drugega nimam, srce mi v zemlji, zna, da mi vse mi tebi ga dam. Kraljica si ga že vzela.